Drage gledalke in spoštovani gledalci, lep pozdrav vsem skupaj. Naslednjih 60 minut našega programa smo proglasili za zeleno uro. Eno uro bomo torej skupaj z vami in našimi gosti v studiu obravnavali v sliki in besedi pereče probleme varovanja našega okolja. To pot se bomo pogovarjali o onesnaževanju zraka. Sicer pa se bomo dobivali vsak četrti ponedeljek v mesecu ob tem času in zadevo ponovili s posnetkom seveda naslednjo nedeljo na prvem programu opoldne. Vsakokrat pa se bomo seveda lotili drugačne problematike, kot na primer onesnaževanja voda, kemičnega zastrupljanja zemlje in naše hrane, ogrožanja naših gozdov in tako dalje. Skratka, mislim, da boste lahko slišali marsikaj zanimivega, pri tem pa nam bodo pomagali tudi naši gostje. Nocoj si bomo, seveda, kot sem že rekel, ogledali najprej kratek posnetek, ker smo se odločili, da bomo vsako oddajo začeli z kratkim dokumentarcem. Dober večer želim. Vemo, da so problemi onesnaževanja zelo hudi. Vendar, kot sem že rekel, vsako oddajo bomo začeli s kratkim dokumentarcem, v katerem bomo pokazali še ohranjene, vendar kolikor toliko zanimive in lepe koščke slovenske zemlje. Za dober začetek nocojšnje oddaje smo si izbrali izvir Save Dolinke. Kristalno jasno zimsko jutro v zgornji Savski dolini. Eno tistih pogostih zimskih juter, ko nad Ljubljano in drugimi večjimi slovenskimi mesti lebdi in pritiska navzdol umazana mešanica dima, prahu in megle. V takem bleščečem jutru smo obiskali Zelence, malo znane in premalo cenjene izvire Save Dolinke. Nizko zimsko sonce s slapovi srebrne svetlobe zastira barvo, ki daje ime temu lepemu koščku slovenske zemlje. Povzpeti se je bilo treba višje nad dolino. Prijazni kranjskogorski žičničarji so posebej za nas pognali sedežnico do vrha Vitranca, da smo od zgoraj lahko ugledali smaragdno-zeleni biser sredi doline. Nobenega podobnega bisera nimamo več v naši deželi, torej ga moramo ohraniti. Ugotovitev, ki se zdi povsem samoumevna in logična, pa žal ni tako. Skratka, to je izvir najdaljše jugoslovanske reke. Pa ne samo to. Tu so tudi rezerve najčistejše vode, ki nikoli med še tako dolgo sušo ni presahnila, ki je še tako hud mraz ni uklenil v led. Ne glede na zimo ima ta voda 5 stopinj in poleti le dobro stopinjo več. To pomeni, da privre prav iz osrčja naših julijcev. Ta voda najprej za kratek hip prišumi na svetlo kot slap na diže v Tamarju pod Jalovcem, vendar se takoj porazgubi v debelih plasteh proda. Skupaj z drugimi pritoki s pobočij v planici se tiho pretaka pod prodom mimo znamenitih skakalnic proti najnižji točki med Ratečami in Podkorenom, kjer dobesedno vre na dan v številnih izvirih. Dvigujoči se mehurčki pričajo, da voda vre celo iz dna zelenega jezera. Naravoslovci se navdušujejo, da so ti izviri izredno redek in dragocen naravni pojav. Nepoučeni in neosveščeni ljudje ne vidijo v tem nič posebnega. Če pa že kaj vidijo, je to nevšečno močvirje, v katerem se poleti redijo roji komarjev, ki menda motijo devizne turiste.
Nekateri brezvestni posamezniki so tu celo odkrili pripravno kotanjo, ki naj bi vdano goltala njihove smeti po načelu tovrstnih praktikov, da je najboljše močvirje zasuto močvirje. Pa se v svojem neznanju ne zavedajo, da sebi in soljudem svinjajo bogat zbiralnik in zadrževalnik najčistejše vode že pri izviru. Voda, ki se razleze v manjše močvirje, sega skoraj do podkorena. Še sredi močvirja se začne oblikovati prvi meander Save. Pod mostom pa si že naglo utira svoj tok naprej po dolini. Tako se rojeva naša največja reka. Z vzhodne strani se prav do sredine močvirja zajeda kot ogromen jezik nekoliko dvignen predel, imenovan drni ali blata. Tipične trave, pa trstje in šotni mahovi pričajo o tem, da je pred nami pravo malo barje, kjer vsako leto še zrastejo nekatere redke in zanimive rastline, kot sta mesojedi, rosika in mešinka. Na koncu se vprašujemo, kako to, da so zelenci še vedno brez slehernega varstvenega režima. V dolgoročnem planu Republike Slovenije za obdobje 1986 do 2000 so namreč navedeni različni interesi, ki so si v navzkrižju: kmetijstvo, vodno gospodarstvo, naravna dediščina. Minilo je že več kot 10 let od prve pobude, da se zelenci z okolico zavarujejo kot naravni rezervat. Če se že jeseniška občina ne more prav odločiti, ker njihovi turistični delavci v tem ne vidijo obogatitve preveč enolične ponudbe, naj uveljavijo zaščito v parlamentu Zeleni Slovenije. To bi bil sicer majhen, a dobro viden in odmeven korak ob vseh silnih ekoloških problemih, ki se jih ne da premakniti čez noč. Pri zelencih ne more biti izgovor denar. Tu manjka samo prave, dobre volje. Ob tem moram takoj dodati razveseljivo vest, da so namreč med tem razčistili te interese, kot sem jih naštel v oddaji. Vendar smo oddajo že prej posneli in smo seveda nekoliko zamudili s to informacijo. Skratka, verjetno je na področju jeseniške občine prišlo do tolikšnega močnega vpliva zelenih in seveda drugih ljubiteljev narave, da zdaj ni več sporno, da bodo zelenci lahko proglašeni za del naše naravne dediščine. Vendar seveda to še ni storjeno zaradi postopka. Kakorkoli že, ta lepa idila je zdaj končana. Druga plat naše medalje pa je žal precej sajasta in zadimljena. Kot sem že rekel, nocoj se bomo pogovarjali o onesnaževanju ozračja. Dobre 3 mesece že poteka kurilna sezona. Iz najrazličnejših dimnikov se valijo različni dimi, od belih do črnih. Skratka, zrak onesnažujemo na veliko. In prav o tem, kako pomagati pri tem, kako ukrepati, da to onesnaževanje ne bi bilo tako hudo, se bomo pogovarjali nocoj. Tu se namreč da veliko storiti za izboljšanje, samo potrebno je upoštevati dosti znanja in seveda upoštevati tudi stroko. Mnoga vprašanja z tega področja nam bodo pomagali nocoj razjasniti naši gostje, ki smo jih povabili v studio. Dovolite, da jih predstavim. Miha Jazbinšek, republiški sekretar za varstvo okolja in urejanje prostora. Profesor dr. Peter Novak z Univerze v Ljubljani, strojna fakulteta.
Dušan Hrček, pomočnik direktorja Hidrometeorološkega zavoda Slovenije, sicer pa diplomirani inženir meteorologije, in pa dr. Andrej Strgaršek, raziskovalec z Inštituta Jožefa Štefana. Povem naj vam še to, da imate na voljo 2 telefonski liniji, če vas karkoli zanima z tega področja, 061 210 461 in 210 661. Med oddajo nas lahko pokličete in posredovali nam bodo vaša vprašanja, mi vam pa poskusili odgovoriti. No, preden pa preidemo k stvari, prosim vse prisotne in tudi gledalce še za 5 minut potrpljenja. Namreč pokazali bi radi 2 kratka uvodna prispevka. Določiti moramo najprej problem. Pri ugotavljanju onesnaženosti zraka se namreč ne moremo zanašati na naša čutila. Potrebne so natančne tehnološke meritve. Te pa se v prvi fazi zbirajo na Hidrometeorološkem zavodu Slovenije. Na zaslonu imamo podatke avtomatskih meteorološko-ekoloških postaj, ki so razpostavljene po Sloveniji. Meritve potekajo v Ljubljani, Mariboru, Celju, Trbovljah, Hrastniku, Zagorju. Poleg tega imamo še sistem avtomatskih postaj v okolici termoelektrarne Šoštanj. Iz teh postaj dobivamo podatke meteoroloških elementov, in sicer temperature, smeri, hitrosti vetra in vlage. Poleg tega pa še koncentracija žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, dušikovega monoksida in ozona. Ti podatki prihajajo v Ljubljano vsake pol ure, podatke pa uporabljamo za kontrolo stanja onesnaženosti v Sloveniji. Poleg tega pa pozimi, kadar so koncentracije visoke, opravljamo tudi tako imenovano alarmno službo. Nekatere mesta, kot so Ljubljana, Maribor, Celje in vsa 3 zasavska, imajo odloke, s pomočjo katerih se izvajajo ti izredni ukrepi. In sicer v prvi stopnji so najprej opozorila občanom, da ostanejo doma in da naj čim manj uporabljajo avtomobile. V drugi in v tretji stopnji so pa že omejitve emisije, in sicer najprej zmanjšanje prometa, potem pa omejitev kurjenja na samo en prostor. Podatke dobivamo v naslednji obliki. Za vsako postajo pride precejšnja količina podatkov, ki vsebujejo informacije o parametrih, ki smo jih že prej videli. Poleg tega so pa še tu podatki o delovanju postaje. V takšni obliki podatkov ne bi bilo lahko razbrati, še manj pa uporabljati podatke za alarmno službo. Zato smo morali te podatke najprej kontrolirati, potem pa še te podatke spraviti v obliko, v kakršni so sedaj. Sistem je razmeroma nov, zaradi tega podatki še niso v najlepši obliki, ampak so šele začasno. Načrtujemo pa tudi grafične obdelave vseh teh podatkov, tako da bojo prikazi še enostavnejši in jih bodo lahko razumeli tudi ljudje, ki imajo prvič stik s temi podatki na računalnikih. Smo na merilni postaji Anas pri Figovcu. Našo postajo, osnovno merilno enoto, sestavljajo
merilni del in računalniški del. Merilni del so merilniki firme Monitor Labs, merilnik za SO2, merilnik za dušikove okside in kalibrator. Merilniki prikazujejo in merijo neprestano koncentracijo onesnaženja, ta žveplovega dioksida, ta dušikovega oksida. Kalibrator na postaji pa skrbi za to, da so merilniki dnevno pravilno umerjeni. Ves sistem uravnava avtomatska merilna postaja Eko 810 firme Inštituta Jožef Štefan, ki sprejema vse podatke, ki jih merilniki izmerijo, ki dnevno skrbi za kalibracijo teh merilnikov, da merilniki pravilno kažejo, potem vse te podatke tudi zbere in jih preko modema in telefona posreduje na računalnik v Hidrometeorološkem zavodu. Inženir Hrček, vi bi bil pravzaprav najbolj poklican, da nam na začetku spregovorite še nekaj o tej stvari. Kako nasplošno lahko označimo, okarakteriziramo tole zimo, pa mogoče še kakšno nazaj, kakšno je zdaj stanje v Sloveniji glede onesnaženosti ozračja? No, pred sabo imam podatke o onesnaženosti zraka v tej kurilni sezoni. Lahko rečem, da v večini krajev, kjer opravljamo sproti meritve, ki jih je tudi kolega že naštel v prispevku, je bilo v tej zimi precej dni, ko je koncentracija presegla mejno vrednost. Govorim o žveplovem dioksidu. Če primerjamo te podatke s preteklimi leti, pa pravzaprav lahko ugotovimo, da se stanje pravzaprav ni bistveno spremenilo. Mogoče je celo stanje malenkost boljše kot preteklo zimo. Kaj je razlog za to? Navedel bi dva razloga. Prvi razlog so seveda emisije. Emisije škodljivih snovi so, kot kažejo prve analize, to zimo nekoliko nižje kot pretekle, saj marsikje proizvodnja malo šepa, tako da tudi škodljivih snovi ni toliko v zraku kot v preteklih letih. Drug razlog je pa vreme. Kot veste, da poleg emisije vpliva na onesnaženost zraka tudi vreme, vremenske razmere. No in prva polovica kurilne sezone, letošnje kurilne sezone, je bila relativno deževna, vetrovna. No, šele zadnji teden, 14 dni, je tako vreme, ki ga ponavadi pričakujemo po zimi, se pravi megla, anticiklon, hladno vreme. No, to se pravi, da so še vedno pravzaprav glavne zasluge za nekoliko boljše stanje pravzaprav dane od narave, čeprav seveda lahko rečemo tudi, da je bilo raznih tehničnih izboljšav na tem področju precej, vendar o tem bomo govorili pozneje. Medtem, ko ste nam to stvar razlagali, je kratko potekala na našem ekranu tabela razvrstitve krajev v Sloveniji, tistih, kjer se te zadeve merijo, ki so bili rangirani po stopnji onesnaženosti in sicer kar zadeva žveplov dioksid in pa dim. Tam smo videli, da se pravzaprav ponavljajo neprestano isti kraji na tej tabeli in če bi šli za več let nazaj pogledati, bi bila seveda situacija kar dokaj enaka. Naprimer, zadnje čase je veliko pisanja in tudi po televiziji Studio Maribor poroča o tem, da je v Mariboru situacija izredno slaba. Kaj menite, kaj je v Mariboru narobe, saj pravzaprav tudi tam industrija zmanjšuje svojo proizvodnjo. Maribor ni v kotlini, človek bi celo mislil, da je na nekoliko prevetrenem položaju. Potem znano je, da se situacija poslabšuje tudi v Kamniku in še v nekaterih takih strnjenih mestnih jedrih, kot naprimer tudi Škofja Loka. Kaj pa z Mariborom, če lahko čisto na kratko rečemo? No, govoriti o poslabševanju pravzaprav ne bi mogli, absolutno, pač pa relativno. Tu mislite Maribor? Relativno Mariboru. Namreč, če primerjamo onesnaženost zraka
v vseh teh najbolj onesnaženih krajih v Sloveniji, potem lahko rečemo, da v povprečju se stanje nekoliko izboljšuje v zadnjih letih. Vendar nekateri kraji na lestvici teh krajev se bližajo vrhu, drugi se pa od vrha oddaljujejo. Recimo primer Celje, kjer so že pred leti sprejeli določene sanacijske ukrepe, zmanjšali so emisijo, recimo v Cinkarni Celje. In to iz podatkov se to lepo vidi. Celje nekako, ki je bilo pred leti na 3. mestu, je sedaj na 7. mestu. Medtem ko, bi rekel, pri Mariboru je pa ta stvar ravno nasprotna, tam pa pravzaprav ni bilo kakšnih bistvenih sanacijskih ukrepov. Center mesta, to je množica drobnih kurišč in to pomeni, da se v primerjavi z drugimi kraji onesnaženost zraka relativno v Mariboru poslabšuje. No, meni se pri tej tabeli zdi zelo zanimiv položaj Velenja. Velenje ima presenetljivo čisto ozračje, čeprav ima v svoji bližini termoelektrarno Šoštanj, ki ima velike emisije. To je prav gotovo razlog v racionalni, dobri energetski rešitvi. Profesor Novak, kaj bi vi še k temu lahko dodali, kar zadeva Maribor in druge kraje? Torej, moram reči, da je zadeva resnično kritična. Predno bi na vaše vprašanje odgovoril, bi samo mogoče dodal, kolega Hrček dobro pozna znano krivuljo Svetovne zdravstvene organizacije. Resnica je, da če pogledamo povprečje onesnaževanja v zimskih mesecih v Sloveniji, potem lahko ugotovimo, da 31% slovenskega prebivalstva živi v zraku, ki je zdravju škodljivo tako, da povzroča povečana zdravstvena obolenja in v nekaterih krajih tudi povečano smrtnost. To je dejstvo in zato mislim, da je vprašanje zmanjšanja emisij škodljivih in uvajanja novih goriv in ustrezna energetska politika conditio sine qua non v Sloveniji. In mi moramo za to dobiti sredstva, da bomo to lahko rešili. Maribor, Celje so mesta, ki niso bila v stanju, da si pravočasno zgradijo komunalne ogrevalne naprave. In zato imajo ogromno individualnih kurišč, ki onesnažujejo. Mesta so se širila, gradile so se individualne hiše, ki uporabljajo slaba goriva in sedaj ti ljudje živijo v slabem zraku. In seveda edina rešitev je, da tam namestimo ali daljinsko ogrevanje ali pa plinsko oskrbo s plinom. No, meni se pri tem zdi zelo dober argument primerjava podatkov za Ljubljano. Ljubljana ima sicer še dokaj zelo slab zrak, na tej tabeli je nekje 3., 4. mesto zavzema. Vendar zanimiv se mi zdi tale podatek, ki sem ga zasledil med vašimi na Hidrometeorološkem zavodu, da je imela Ljubljana najslabše stanje v zimi 67, 68, tako daleč nazaj, več kot 20 let, ker po tistem je Ljubljana začela že s toplovodno inštalacijo in tako dalje. Poglejte, tudi vreme se spreminja. Maribor je bil nekoč tako rekoč turistično mesto in je bilo čisto ozračje, ko je bilo mesto majhno in so uporabljali še klasične ogrevalne naprave, peči, šamotne, kurili z drvmi in seveda ozračje je bilo čisto. Danes tega ni več. Ljubljana je imela včasih megle, se spomnimo, ko je tramvaj pelil, nismo niti videli, kje in kako pelje, smo ga samo slišali, danes te megle ni več. Točno, to nam je dobro v spominu. Skratka, moram pa reči, da zamujamo. Zasledil sem tudi ta podatek, da je Evropska skupnost sprejela že leta 1979 nekakšen sporazum o omejevanju, o ukrepih proti onesnaževanju ozračja, recimo glede SO2 in tako dalje. Naša Jugoslavija je to ratificirala šele 7 let pozneje in tako naprej. Vendar o teh predpisih bi govorili še v nadaljnem poteku naše oddaje. Da se vrnemo spet malo nazaj na tabelo. Upoštevajoč podatke pri tej neprijetni razvrstitvi v povprečju že nekaj let vodijo Trbovlje. Zato smo šli tja povprašati, kako ukrepajo in če sploh ukrepajo. Trbovlje so že več let neslavni rekorder po onesnaženosti zraka v Sloveniji, verjetno pa tudi v Jugoslaviji. Zato smo v občini Trbovlje v letošnjem letu pristopili k celovitem reševanju te problematike. Izdelali smo in sprejeli na skupščini sanacijski program na področju varstva zraka,
ki v kratkoročnih in dolgoročnih ukrepih predvideva sanacijo omenjene problematike. V kratkoročnih ukrepih smo podvzeli tudi nekatere aktivnosti, ki bi že v letošnji kurilni sezoni zboljšale, saj delno zboljšale obstoječe stanje. Tako smo v večjih kotlovnicah in naši mestni toplarni zamenjali ekološko nečist premog z boljšim premogom iz Zagorja in Laškega, predvideva pa se v teh dneh tudi dobava premoga iz uvoza. Emisija SO2 bo tako iz teh večjih objektov za več kot 50% zmanjšana. V samem dolgoročnem programu pa je naš cilj prestavitev primarnega vira, to je toplarne Polaj, na mesto ob Savi, kjer bi iz termoenergetskega objekta obstoječe termoelektrarne 2 pridobili zadostno količino toplotne energije za potrebe mesta Trbovelj. In potem s širitvijo sekundarne mreže pokrili celotno dolino, seveda tisto, kjer je ta vročevod nekje ekonomičen. Ostale dele, više ležeče predele mesta pa poskušamo z prehodom individualnih kurišč na kurjenje z lahkim kurilnim oljem preusmeriti tudi na ta čistejši energent. Minister Jazbinšek, bi lahko rekli nekaj na tole temo, kar so nam zdaj povedali iz Trbovelj, namreč ali bo vlada, ne dvomim, da bo, ampak na kakšen način bi vlada podprla take akcije kot v Trbovljah, pa še v mestih, ki smo jih že omenjali? No, prvo, kar je v Trbovljah, je seveda nekaj reči, ki Trbovlje pač na tem področju vleče v vrh. Tu je cela ta produkcijska veriga od premoga in naprej. Drugo je to, da imajo seveda tudi lokalne prilike težavne, to se pravi premog, kurišča, promet in tako naprej. Tako da se tam dosti skoncentrirajo, čeprav na nek način seveda svojo polucijo tudi dosti uspešno pravzaprav spravljajo, rekel bi, na republiško raven s temi izumi, kot so visoki dimniki. Na vseh segmentih, ki se tičejo Trbovlj, seveda bomo v okviru vlade vzpostavili določene mehanizme, to pomeni na lokalni ravni, bomo sigurno stimulirali tako te centralne sisteme za ogrevanje, bomo pa vedno stimulirali tiste projekte, ki bojo, rekel bi, tehnološko na špici. Tako smo pri bencinskem dinarju pri ceni neosvinčenega bencina pravzaprav izravnali reči, bomo poskušali na nek način izravnavati tudi cene med dobrimi in slabimi energenti že znotraj teh sistemov. Po drugi strani, rekel sem, stimuliranje teh dobrih projektov. No in seveda vsem nam je padla pravzaprav ta ostalina. Ekološki dinar bo seveda tudi pri teh velikih čistilnih napravah sodeloval, s tem, da je v vladnem programu ekologija prišla zdaj v prioriteto, tako kot znanost. No, skratka, to je seveda treba pozdraviti. Kaj pa tehnološke rešitve, dr. Strgaršek, vi lahko kaj rečete? Naprimer, zdi se mi, da kar zadeva toplarno, termoelektrarno Trbovlje, da se tam zadeve še niso dosti premaknile. A so tu kakšni tehnični dvomi še ali kaj? Jaz izhajam iz znanja, ki smo ga dobili skupaj z Metalno pri razvoju, pri snovanju in razvoju tehnološkega postopka, enega od komercialnih tehnoloških postopkov za razžvepljevanje dimnih plinov, to je mokri kalcitni postopek. Mi imamo na voljo v bistvu 3 vrste osnovnih postopkov, ki so komercialno dokazani. To je mokri kalcitni, ki ga mi razvijamo. In o tem bomo še pozneje nekaj več povedali. Na naših specifičnih razmerah. Ja. Potem imamo regenerativne, ki sicer so ekološko zelo vabljivi, ker ne dajo odpadkov, vendar so izredno dragi, 2 do 3 krat dražji od tega normalnega postopka in so praktično za nas nedosegljivi. Potem imamo pa še suhe postopke, tako imenovane suhe ali neke njihove izvedenke, mokro suhe, ki so vabljivi zaradi nižjih investicijskih stroškov začetnih, vendar pa, če povzamem vse te naše delo, o katerem bomo lahko še kaj povedali poznej, so
za naše razmere, ko imamo ogromno žveplovega dioksida, izgleda, da so najbolj ekonomsko sprejemljivi mokri kalcitni postopek, ker porabi najmanj sredstev na kilovatno uro za čiščenje dimnih plinov. Poleg tega pa dosega vse zahtevane emisijske standarde, ki so bili postavljeni pač v tem odloku. Mislim, da je pač tehnologija zavezana, da da odgovore in da ustreže temu standardu in to naše delo do zdaj, pilotna naprava, pogon pilotne naprave v Šoštanju, da je pokazalo, da smo to v bistvu doma sposobni narediti. No, to si bomo ogledali še nekoliko pozneje. To je pravzaprav reševanje obstoječega stanja. Profesor dr. Novak, vi pa vedno malo bolj skozi vizijo energetike gledate zadevo. Kaj bi k temu dodali? K Trbovljam bi dodal naslednje. Trbovljam smo mi predlagali že pred 2-3 leti, naj se vendarle navežijo na sedanjo termoelektrarno in naj jo spremenijo v termoelektrarno toplarno. In bi s tem že imeli danes rešen ta problem. Toda oni so vztrajno čakali na termoelektrarno 3 in želeli iz nje dobiti še nekaj več. Žal se je pokazalo, da so bile to pobožne želje in sedaj moramo reševati stvari na nos na vrat. Mislim pa, da ni samo vprašanje Trbovlj. Celotno Zasavje je potrebno reševati in jaz bi tukaj apeliral na vlado, da ko rešujemo Trbovlje, rešujemo tudi Zagorje in Hrastnik in da resnično pomagamo tem ljudem, da jim omogočimo ne samo, da uporabljajo kvaliteten premog, ampak da začnejo uporabljati tudi plin. Kajti problem priključitve na plin je problem možnosti plačevanja. In tu bomo morali najti v Sloveniji ustrezno rešitev. No, saj pri tem, če smem dodati, je tudi ne samo problem revirjev, saj pravzaprav z visokimi dimniki, ki so jih strokovnjaki pred 30 leti propagirali, v bistvu stvar samo pošiljamo na širše področje in je dejansko potem problem republiški. No, jaz mislim, da ta vaš apel na vlado ni odveč, je pa pravzaprav razumljivo, da vpliv zelenih v vladi prav gotovo pri tem bo deloval. Jaz bi moral upozoriti, da že prej pri stroških, ki je bilo govora, moramo upozoriti na kompleksne stroške, ne samo investicije obratovanja, stroške sadre, deponiranja, stroški transportov, čez celo Slovenijo, stroški transportov in tako naprej. In vsaka draga investicija včasih manjša investicija. Pri tem seveda smo pa mi podedovali eno ogromno sanacijsko maso v Sloveniji, ki je treba narediti in nujno bo treba iti na energetsko prestrukturiranje. To je brez diskusije in tu je seveda vprašanje plinifikacije, ki je na nek način v Sloveniji vendar rekel bi podjetniška. Mogoče bi bilo treba seveda tu prideti na sistem pravzaprav javnega sistema tudi, tako da bi lahko potem s tem, že recimo plinovod, ki je bil narejen, je bil podjetniško narejen in dejansko nima kapacitet za plinifikacijo Slovenije, terja paralelne sisteme in tako naprej zdaj, ker je bil dejansko na neki podjetniški logiki delan v nekem trenutku za eno omejeno klientelo. Sigurno. No, izkoristimo tale čas še za, tu se je nabralo že kar nekaj vprašanj za kratke odgovore v telegrafskem stilu. Petra Melik sprašuje, zakaj so tako nizke kazni za onesnaževalce okolja in zakaj se o ekologiji ni že prej govorilo. Prvič, jaz mislim, da se že dolgo govori. Lahko kaj o kaznih rečete, kar zadeva vlado, ja, torej zakonodajo? Kazni bojo eden od stroškov, ki bo treba plačati v tem. Tudi teza plačanej povzročitelj je pravzaprav na nek način omejena teza. Teza, ki jo bomo mi ugradili zdaj v zakonodajo, bo ta. Vsak ekološki strošek bo moral biti plačan, ne glede na to, ali samo v svojem sistemu, ali država v javnih sistemih, nič ne sme ostati izven na račun okolja. No, gremo naprej. Slaž Milena iz Maribora sprašuje, kaj v Mariboru najbolj onesnažuje zrak. To smo v bistvu že odgovorili, tako da bi šli naprej. Franci iz Mežiške doline, zakaj je Koroška, kar zadeva kontrolo zraka, izvzeta iz Slovenije? To pa mislim, da ni, a ne? Ne. V Koroški so merilne postaje. Moram povedati, da je merilna mreža, ki jo ima Hidrometeorološki zavod, na dveh nivojih. En nivo so postaje, ki dajo vsak dan podatke, vsake pol ure. Mi imamo, tako kot je bilo prej na posnetku, vsake pol ure sveže podatke iz 7 krajev v Sloveniji.
Vendar to so kraji, ki so najbolj onesnaženi, no in svoj čas je bila načrtovana tudi taka postaja v Mežici oziroma v Črni. Vendar v Črni, Žerjav, kot vemo, je največji onesnaževalec, rudnik in topilnica, no ta pa je v zadnjih 3 letih naredila bistven napredek, tako da so se emisije zmanjšale iz recimo 5000 ton pred leti na dobrih 1000 ton, tako da stanje ni več tako kritično, kot je bilo. No, sicer pa bomo na vprašanje odgovarjali še pozneje. Namreč zanimivo bi bilo pogledati, kar zadeva te merilne naprave. Sigurno jih ni smotrno postavljati po celi Sloveniji in za opravljanje občasnih meritev na različnih lokacijah imamo tudi 2 premični oziroma mobilni merilni postaji, ki jih bomo še na hitro pogledali. Meritve so pomemben del naše dejavnosti. Pri načrtovanju sanacijskih programov je namreč ni samo pomembno, kaj sanirati, ampak tudi do kakšne mere in za kakšen denar. Zato pa so seveda nujni izhodiščni podatki. Ko smo se v Sloveniji pred približno 5 leti odločili, da bomo zmanjšali emisijo slovenskih termoelektrarn, so bili na razpolago samo mali podatki oziroma malo število podatkov z področja onesnaženosti oziroma stopnje onesnaženosti ozračja. Ni pa bilo na voljo prav nobenih podatkov o emisijskih parametrih. Zaradi tega smo si zadali kot prvo nalogo, da realiziramo ekološki informacijski sistem slovenskih termoelektrarn, ki bi služil nekje tem namenom. To smo v letošnjem letu oziroma v lanskem letu tudi uspeli, se je začel delovati ekološki informacijski sistem termoelektrarne Šoštanj. Medtem ko sta ekološka informacijska sistema termoelektrarne Trbovlje in pa termoelektrarne Toplarne Ljubljana v fazi modernizacije in pa dopolnjevanja. Ti podatki, ki prihajajo iz teh ekoloških informacijskih sistemov, se zbirajo pri nas na Elektroinštitutu Milana Vidmarja. Tukaj se potem obdelujejo, kontrolirajo in arhivirajo za nadaljnjo uporabo. V okviru ekološkega informacijskega sistema termoelektrarne Šoštanj delujeta tudi 2 mobilna laboratorija, in sicer en emisijski laboratorij, ki je trenutno na Kremžarjevem vrhu, in drugi emisijski laboratorij, v katerem se trenutno nahajamo. Dejavnost tega laboratorija je nekje naslednja. Z njim pokrivamo emisijske meritve koncentracij trdnih delcev. To smo začeli že pred dobrimi 7 leti in to dejavnost smo potem razširili z meritvami pretokov, tlakov, temperatur in drugih tehnoloških in pa recimo obratovalnih parametrov. Potem smo pa v letu 1988, ko se je formiral ta laboratorij, v katerem se nahajamo, dobili prve inštrumente, in sicer za merjenje žveplovega dioksida in dušikovih oksidov ter koncentracij kisika. S tem laboratorijem smo potem obredli slovenske termoelektrarne, v njih smo več ali manj stalno prisotni, pa tudi deloma v drugih panogah, recimo industriji in podobno. Nadaljevali smo potem našo ponudbo smo potem širili z dodatnimi inštrumenti in sicer oziroma dodatnimi meritvami, kot je na primer ta spodnji merilnik dušikovih oksidov. V zadnjem času, se pravi, to je pred nekaj meseci, pa smo dobili še 2 nova merilnika, in sicer merilnik za žveplov vodik in pa plinski kromatograf, s katerim lahko merimo emisijske koncentracije ogljikovodikov. To je trenutna konfiguracija emisijskega mobilnega laboratorija. V bodočnosti pa seveda pričakujemo, da bomo to dejavnost še razširili z dodatnimi inštrumenti, kot so inštrumenti za spremljanje kloridov, fluoridov, potem za ugotavljanje vsebnosti vlage v dimnih plinih, ugotavljanje rosišča in podobno.
To mobilno emisijsko postajo uporabljamo v okviru ekološkega informacijskega sistema Šoštanj. Na tem Kremžarjevem vrhu imamo locirano že mesec dni, prej smo imeli postavljeno v zavodnih 4 mesece in tu merimo vpliv elektrarne Šoštanj na to zahodno področje Pohorja. Z njo merimo žveplov dioksid, dušikove okside in ozon ter meteorološke podatke. Vsi ti podatki prihajajo v elektrarno preko telefonske linije. Z mobilno postajo, merilno postajo na Pohorju smo se s tem približali največjemu posamičnemu onesnaževalcu zraka, termoelektrarni Šoštanj. Problema se seveda tam dobro zavedajo in ga skušajo tudi po svojih močeh razreševati, vendar je naloga prezahtevna, da bi jo bilo možno na hitro rešiti. Poglejmo zakaj. Termoelektrarna Šoštanj pokuri na leto dobre 4 milijone ton velenjskega lignita. Upoštevajoč ocene, da je v tem lignitu od 1 do 3 odstotkov žvepla, dobimo naravnost grozljivo količino 110 tisoč ton žveplovega dioksida na leto, ki se razsipa po bližnji in daljni okolici in povzroča dobro znane vidne poškodbe gozdov, da o manj vidnih posledicah za zdravje človeka in živali ne govorimo. Na srečo je problem tehnološko rešljiv, saj je v svetu znanih okrog 200 postopkov za odžvepljevanje dimnih plinov. V ta namen se gradi na blokih suho aditivno odžvepljevanje dimnih plinov, pri čemer je na bloku 5 to suho aditivno odžvepljevanje dimnih plinov že izvedeno, na bloku 4 se pripravlja za poskusno obratovanje, medtem ko na manjših blokih pa je še v fazi izgradnje. Zdaj, pred nami je sinoptična plošča za upravljanje tega aditivnega postrojenja. In sicer to aditivno postrojenje se sestoji iz nekaj glavnih elementov, ki so na tej shemi tudi vidni. In sicer najprej, če omenim, enoto za praznjenje vagonskih cistern oziroma za polnjenje lokalnih silosov, ki imajo kapaciteto vsak po 300 kubičnih metrov aditiva. Potem naslednja enota so dozatorji z puhali, ki omogočajo transportiranje aditiva v kotlu. Za ta postopek je potrebno dozirati 6 do 7 odstotkov apnenca od skupne količine premoga. Torej so letne potrebe kar 300 tisoč ton zmletega apnenca. Za tako količino pa je nujen dobro urejen transportni sistem. Za nemoteno obratovanje odžvepljevanja je potrebno zagotoviti minimalno rezervo, ki mora premostiti morebitne motnje v dobavi in transportu zmletega apnenca. Zato so neposredno ob kotlovnicah nameščeni lokalni silosi. Lokalni silosi se bodo polnili z apnencem na 2 načina. Prvič direktno iz transportnih cistern z zmogljivostjo do 30 cistern dnevno. In drugič iz centralnega skladišča, ki je locirano južno od bloka 5 ob industrijskem tiru. Silosi centralnega skladišča so jeklene izvedbe, stojijo pa na armirano-betonskem podstavku, ki obenem tvori stavbo za strojno in elektroopremo. Skupna uskladiščena količina 6000 ton apnenca zadostuje za 3,5-dnevno kritje porabe celotne termoelektrarne Šoštanj pri maksimalni obremenitvi, ali drugače povedano, transportni sistem mora zagotoviti vsako uro do 70 ton aditiva. Posebni dozatorji dovajajo apnenec v zračne ejektorje. Ti pa pnevmatsko potiskajo aditiv v kurišče kotlov. Potrebne količine zraka za vpihavanje dobavljajo tipski puhalniki, nameščeni v neposredni bližini dozirnih naprav. V kurišču se apnenec zaradi visokih temperatur od 700 do 1200 stopinj spremeni v kalcijev oksid ali živo apno, leto pa reagira z žveplom, tako da nastane sadra,
ki ostane skupaj s pepelom v elektrofiltru. To seveda dodatno obremenjuje elektrofilter in transportni sistem odpepeljevanja. Pri tem bodo imeli dovolj rezerve samo na blokih 1 do 3, na blokih 4 in 5 pa bodo nujne omejitve pri slabših kvalitetah premoga, dokler ne bodo rekonstruirali elektrofiltrov in transporta pepela. Kaj pa stroški? Mirno lahko rečem, da so ti naravnost šokantni. Da bi dosegli 90% učinek od žvepljevanja, bo treba investirati $400 milijonov, in to samo v termoelektrarni Šoštanj. Trenutno pa stane 1 tona grafitnega apna, ki ga uvažajo kot odpadek iz Nemčije, $480. Zanimivo, da so produkti domače industrije apna vsi dražji, razen kalcitne moke iz Kamnika. Nažalost, suhi aditivni postopek omogoča samo 30% čiščenje dimnih plinov. Obetavnejši je mokri kalcitni postopek. Strokovnjaki inštituta Jožef Štefan so sprojektirali, mariborska Metalna pa zgradila poskusno pilotno napravo ob bloku 5, s katero so dosegli kar 95% učinke. Torej se trajna rešitev nakazuje le v tej smeri. Doktor Strgaršek, obrnil se bom najprej na vas, ki ste bili eden od projektantov te pilotne naprave v Šoštanju. Tu so problemi dejansko tudi fizično ogromni, tudi finančno. Moram se upravičiti, da sem nekoliko pretiral pri teh finančnih pokazateljih. Namreč $400 milijonov je predvideno za celotno sanacijo v Sloveniji, čeprav na vse zadnje meni opravičilo, mogoče bo na zadnje tudi Šoštanj blizu te številke, saj glede na dimenzije teh tehničnih inštalacij, ki smo jih videli. Čisto na kratko, kako nam lahko to tehnično utemeljite, ta postopek, ki se tam pripravlja? No, par besed sem že prej povedal o njem. Gre za mokri kalcitni postopek, pri katerem suspenzijo kalcita, to je v nasprotju s tem, kar smo prej slišali, ko se dela s suhim kalcitom, ustvarimo takšne pogoje, da lahko izredno učinkovito očistimo žveplov dioksid iz dimnega plina, sorazmerno nizko porabo energije. Omenjena je bila stopnja žvepljevanja 95%, doseči je moč tudi več. Mi smo na tej napravi z dodatnim upihavanjem žveplovega dioksida simulirali vhodne pogoje, ki jih imamo ali pa ki jih bomo imeli v Trbovljah. Se pravi, da smo šli iz 5 do 8 gramov SO2 na kubični meter na 16 gramov in smo ravno tako dosegli z rahlo večjo porabo energije, smo dosegli ta emisijski standard, to je 400 mg na kubični meter. Mislim, da tle ne bi bilo treba odstopati od tega standarda, ker je z optimalno tehnološko rešitvijo dosegljiv in kot se izkaže, če primerjamo postopke, kar sem prej govoril, tudi ekonomsko, v primerjavi ekonomsko neugodnejši. Poleg tega, da hočemo na tej napravi razviti optimalno rešitev za naše razmere, in sem zelo vesel, ko sem slišal od gospoda ministra za okolje in znanost, in tu je znanost sodeluje, da sta prioritetni. Upam, da bomo lahko na osnovi takšnega ozračja, bi rekel, tudi dokončali s temi poskusi letos. Planiramo iti v Trbovlje in tam v nekajmesečnem obratovanju potrditi to in dobiti, bi rekel, potrdilo za komercializacijo postopka. Druga stvar, ki je zelo važna pri tem, je pa, da dajemo s tem šanso domači industriji. Mislim, da je to tehnologija, ki jo doma lahko osvojimo brez posebnih vlaganj v industrijo. Mi imamo industrijo, ki je sposobna to opremo izdelati. Moram reči, da je na sami pilotni napravi poleg Metalne, ki je sprojektirala in izdelala in postavila, in poleg inštituta, ki je naredil tehnologijo, so sodelovala nekatera naša podjetja, recimo Sava, ki je delala zelo občutljiv del antikorozijske zaščite, Litostroj s črpalkami, Sob Krško z menjalnikom toplote, Iskra,
za računalniško obdelavo podatkov in tako naprej. To se pravi, domače znanje je, vendar v drugih krogih, tudi blizu vašega ministrstva, sem pa slišal, da ta stvar še ni čisto popolnoma razčiščena tehnično do te mere, da bi bila že finančna podpora dokončno jasna. No, najprej mora biti tehnične rešitve, pol mora biti tudi, rekel bi, dinamika, potem se bo seveda najde tudi denar, konec koncev smo tudi lansko let dali teh 113 milijonov. Mislim, da v taki ali po drugi obliki bo seveda v okviru proračuna ta reč. Tu so pa to dimenzije, seveda, ki pa so nacionalnega. Na konec koncev smo v situaciji, ko zaradi slabih premogov vlagamo v čistilne naprave. To se pravi, za napako gradimo napako in nastane, in to je dimenzija, ki smo jo podedovali, ogromna. Zato bo tudi mogoče še kakšni drugi mehanizmi pravzaprav potreben pri tem. Vključno s tem, da bo mogoče distributer v perspektivi moral izrazito paziti, koga bo v mreže spustil. Tistega, ki je pocen, in tistega, ki ekološko ni sporen. Kar pomeni, v konkurenci drugih virov bojo pač onesnaževalci pozneje šli v omrežje. Danes so šli ta prvi, ker že energetski zakon bazira na tem, da energetika skrbi ne samo za proizvodno, tudi za rudarstvo, ker je to celovit, rekel bi, produkcijski kompleks. To so zdaj posledice. Ja, to so problemi, so silni. Imamo dolg za nazaj, ki bo pomenil tudi državni dolg na koncu. V bistvu smo 30 let to zadevo gradili na hitro, brez teh ukrepov, in zdaj v 1-2 letih verjamem, da teh stvari ne moremo rešiti. Prosim, profesor Novak. Želel tukaj 2 stvari opozoriti. Prvič, mi imamo danes, kljub temu, da sem jaz bil in sem še vedno za bolj čiste postopke, ki so, kot je rekel kolega Strgašek, zelo dragi in so ekološko boljši. To, da danes imamo doma tehnologijo in mislim, da moramo zagotoviti našim inženirjem in jim dati možnost, da te naprave zgradimo doma s svojim znanjem. Namreč pojavlja se ponovno tendenca po neki super garanciji nekega tujega dobavitelja, ki bo dal seveda tudi kredite in ki nam bo omogočil, da bomo spet del denarja pretopili v tujino. Zdi se mi, da je to ena šansa, da začnemo morda najprej v Trbovljah na manjši napravi, zgradimo manjšo svojim znanjem, gremo potem drugam, naredimo večjo. Toda dejmo spustiti naše znanje do konca. Mi se vedno bojimo do konca nekaj narediti. In jaz bi predlagal, da tukaj tudi vlada reče svoje prej ali slej, da se naročijo projekti, se lahko dajo projekti verificirati in kontrolirati zunaj, potem pa mi dobimo tudi za sebe licenco, s katero lahko mi potem zunaj prodajamo te stvari. No, se k temu bi dodal tudi to, v razgovorih z vami, ko smo se pripravljali za to stvar, sem tudi slišal take zanimive informacije, da zlasti Italijani in Avstrijci ponujajo sicer razne načine svoje tehnologije, pa tudi drugi, vendar seveda vedno bi radi prinesli zraven tudi to, recimo, ali kakorkoli pogojujejo te zadeve pri finančnih konstrukcijah. Se prodajo svoje opreme, ne? Ja, seveda, normalno. Mi pa moramo vendar domačim ljudem zaslužiti. Se upravičujem, nabralo se nam je že cel kup vprašanj, na katera sploh ne bomo imeli časa odgovoriti, ker lahko bi predvidevali, da je zanimanje med gledalci za to temo izredno. Zapletena je spet tako, da je ne moremo opraviti v pol ure, tako da bi jih čisto na kratko samo preleteli tiste, ki gredo nekako skupaj. Gospod minister, tukaj vprašuje Franc Sotlar iz Podutika, vemo, da so individualna kurišča velik vir onesnaževanja. Zakaj pa so stroški priključitve na toplovod oziroma plinovod tako visoki? Pa tule še podobno vprašanje gledalca Igorja iz Ljubljane. Kaj bi na kratko lahko rekli? Ja, to vprašanje je, kdaj je možen priključek na toplarno v Mostah. In spet cena. Torej, zelo direktno, verjetno je ta priključek zato tako drag v Ljubljani, ker je primarno omrežje zgrajeno in približno 40% neizrabljeno. S tem pa seveda tudi ni plačnikov not v sistemu. To je zapuščina sistema financiranja, ki je primarno infrastrukturno gradil, ni pa seveda celega sistema naredil, obveznih priključitev ni bilo. To je ta cena, ki moramo plačati, omrežje, ki je predrago za tisto, kar je na njega priključeno. No, gledalec Juričnik iz Maribora in še nekaj gledalcev sprašujejo,
Tole, vemo, da je količina žvepla v državah Evrope, ki se nahaja v fosilnih gorivih, strogo kontrolirana. Kaj smo storili pri nas? To smo nekoliko že odgovorili, če bi doktor Torej, Novak bi še samo kaj rekel, dodal. ni kontrolirana, samo emisija, Samo meri se. izpuščanje je kontrolirano in vsakdo lahko kuri, kar hoče. To, da ven iz dimnika ne sme spuščati več, kot je dovoljeno. In inšpekcija mu zaračuna tisto, kar mu gre. To bi tudi pri nas morali storiti. Ja, samo inšpekcija ne more velenjskega premoga ustaviti. Ker zapre elektrarno in rudnik. No, ampak mislim, gre za manjše onesnaževalce, ker imamo dim in vse te zadeve. No, saj na to temo bi vseeno pokazali še en kratek prispevek, namreč vlogo individualnih kurišč. Namreč marsikoga bo to presenetilo, da so individualna kurišča, kot smo pri profesorju Novaku spoznali na obisku na strojni fakulteti, da so pravzaprav najmočnejši onesnaževalci v Sloveniji, če vzamemo globalno, poleg industrije in tudi nismo nič omenili avtomobilskega prometa. Posebno pri individualnem ogrevanju je moč veliko storiti s preprostimi ukrepi, ki pa jih je seveda treba poznati. Nekaj postopkov pravilnega kurjenja smo si ogledali na fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Poglejmo še to. Zaradi nepopolnega zgorevanja fosilnih goriv je v Sloveniji zelo visoka emisija trdnih delcev iz kurišč v naseljih. S programom zamenjave goriv in pravilnim kurjenjem bo mogoče v naslednjih letih to emisijo bistveno zmanjšati. Pri zgorevanju trdnih goriv nastajajo zelo pogosto saje in ogljikov monoksid. Ta pojav je zelo izrazit takoj po nalaganju ali pa pri nepravilnem kurjenju. Pri kurjenju z drvmi v pečeh, ki imajo hladne stene, kotli za centralno ogrevanje, nekatere železne peči, nastajajo še škodljivi rakotvorni katrani, zato imajo sodobne peči na drva že vgrajene katalizatorje. Pri kurjenju s premogi moramo uporabljati peči in kotle, ki so konstruirani za trajno gorenje. Pri njih je emisija v mejah dopustnih predpisov. Če take kurilne naprave nimamo, potem si pomagamo tako, da sežigamo premog s odgorevanjem. To pomeni, da ne nalagamo premoga na žerjavico, ampak ob žerjavico. Emisija saj in ogljikovega monoksida je nekajkrat manjša. Zamazanje površin kotla ali peči je majhno, pepel je siv in prhek. Tudi pri kurjenju s tekočimi gorivi lahko nastajajo saje, ki so zelo drobne in so zelo higroskopične. Vase vsrkajo vlago in žveplov dioksid. Če so tako drobne, da lahko prodro v naša pljuča, je njihovo škodljivo delovanje več kot 10-krat močnejše od škodljivega delovanja samih saj ali samega SO2. Zato moramo poskrbeti za pravilno nastavitev gorilnikov na olje. Pri zgorevanju plinskih goriv so emisije najmanjše. Kljub višji ceni je to gorivo za ekološko sanacijo Slovenije najprimernejše. Zgorevanje je brez saj in ogljikovega monoksida, pa tudi emisije dušikovih oksidov so pri novih gorilnikih zelo majhne. V laboratoriju za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko že več kot 20 let z najsodobnejšo opremo raziskujemo zgorevanje vseh vrst goriv
in svetujemo proizvajalcem po celi Jugoslaviji, kako naj pravilno gradijo svoje naprave. Tudi slovenski in jugoslovanski standardi oziroma predpisi so nastali kot rezultat raziskav in znanja v tem laboratoriju na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Naša ura se počasi bliža koncu. Gledalcem se moramo opravičiti, nabralo se je nekaj 10 vprašanj, odgovorili smo neposredno samo na nekatera. Čeprav menim, da smo na mnoga od teh vprašanj, kjer gledalci vprašujejo tudi razne podrobnosti, odgovorili že z nekaterimi deli naše oddaje. Na druga bomo pa morali najti nek drugačen način, mogoče kakšno drugo programsko možnost, kjer bi razjasnili še ta vprašanja. Programski čas se namreč izteka in ne smemo ga prekoračiti več kot za 1 minuto. Spoštovani gosti, na začetku se najprej vam zahvaljujem za dragoceno pomoč pri sestavljanju te naše prve zelene ure. Čez en mesec, to je 25. februarja, se bomo srečali ponovno, sicer v nekoliko drugačni sestavi. Takrat bom povabil k nam samo našega ministra za varovanje okolja in urejanje prostora. Namreč v naslednji oddaji se bomo pogovarjali o problemu kopičenja in odlaganja smeti in odpadkov. Problem je namreč postaja vedno bolj hud, vedno bolj težaven in vsebina naslednje oddaje prav gotovo ne bo lepa, vendar pred tem si ne smemo in ne moremo več zatiskati oči. Spoštovani gledalci, vam pa se tudi na koncu zahvaljujem za dobrohotno spremljanje naše oddaje in nasvidenje.